Živijo, v Popcornu smo danes odlični gosti, kot sem že rekel, Natalija Verboten in Alo Stari. Tine pride čez pol urce. Do takrat pa sem zelo vesel, da imam v studiu Natalijo. Nasmejano do ušes. Nasmejano do ušes. Jaz tudi režim se ko pečen maček. Ampak se ne vita, ne. Evo, zdaj sem pa ful slave vole. Se tudi ne vita, ne. Dobre, boste mi morali verjetno besedo. Kaj je zdaj božička Natalija? Poglej Rudolfa. Rudolfeta sem danes, a kaj je to, kaj se reče. Okay. Ja, ne vem, če je sneg, pa božič se bliža, mi tudi že hišo krasimo, piškote pečemo za sinovoma. Ste že pridni? Ja, seveda. Vse smo jih že pojedli, tudi pred Miklavžem. Se mi je zdelo prav, da pač pride malo bolj praznično, ne? Praznično, ja, lepo. Ta nos je tak zabaven, ta cofek. Ja. Ne vidim skozi to masko, pa skozi vse. Ne, verjemi, tamle se vidi, ne vidi se več. No, vse sva kar barno sklejan, ti si malo bolj rdeč, jaz malo bolj oranžni, nas smo si bolj v zadju. Kot da sva bila včasih sošolca leta 1765, ne? Ja, točno. Paralelka sva bila drugače, ne? Ja, ampak ti naravoslovka, ne? Ve, naravoslovke nikoli niste 5% šmirglale nas, družboslovcev. Če smo se mogli pa matematiko pa fiziko učiti. Mi družboslovci imeli cele dneve časa, pecali tam punce okrog, te naravoslovke nač. Ko da nas ni? Sama matematika. Veš, kaj se mi je zgodilo? Jaz sem prvič v življenju bila povabljena v srednji šoli, pa mislim, da je bil to 3. letnik na randi. Mislim, ne vem, če je to sploh bil randi, pač povabil me je v kino. Prvič v življenju en fant, ne. Ob 10. dopoldan nedeljo sva bi ne išla gledat Bodyguarda, potem pa sem jaz prišla, on pa ni. Dobre. Mogoče tudi zato. Zdaj se tolče po glavi, jaz ti povem. Ne, mogoče tudi zato potem. Ja, čakaj, kaj si čakala do 3. letnika? Ne, kaj sem jaz čakal? Čakaj, jaz nisem vedel, da si ti samska. Jaz bi te povabil v kino v 1. letniku. To se 30 let kasneje. Ja, le. Se pravim, naravoslovke, nič, evo. Ampak dober je, te pamet srečala in si šla k muski. Zdaj že kar ena zelo lepa karijera. Kar ogromno morje velikih hitov, nastopov in tako dalje. Joj, ja, 30 let bo počasi, kar sem začela na odrih. Ja, kaj ti ne povem? Sam pokini, predolgo, res je. Še penzijo bo morala iti. Ne, to pa ne, ja. Čakaj. A veš, da se mi zdi, zdaj, ko gledam za nazaj, po v bistvu 2 leti že ni teh konstantnih nastopov, ki jih je bilo pač prej enih 26-27 let na polno, vsako leto, ne. In se mi zdi, da kot da je bilo to eno drugo življenje, no, vse sicer imam pa zdaj družino, pa tudi mi je muzika zdaj hobi, ne. Tako da, ja, se življenje spreminja. Ampak ljubezen do glasbe pa je vedno ostala, pa vedno bo ostala. Absolutno, vse to, ko imaš, ne, ta gen ne moš kar ti tu zatreti. Ampak dobro, lej, če si že omenjala pokoj, naj bo zdaj ta recimo pokoj. A veš, to leto dni, 2 leti, ki je korona, in pol, ko boš prišel, ko bo konc, boš videl tisto veselje, ko boš rekel, zdaj grem pa spet malo na koncerte, pa predstaviti v živo tudi te nove pesmi. Ja, pa mislim, da bomo vsi veseli, tako glasbeniki, kot pa tudi publika, ne? Da bomo res se v živo doživeli tisto, kar smo včasih doživljali. Ampak, lej, ja, bo pa toliko bolj veselo. Ja, vse ob svojem času, ne? Ja, točno. Dajva midva malo pogledati, malo pesmi. Klukico mi je dal. Ja, to z matematiko, veš, to je dober. Tole ni tako v redu, to je super, ljubim. Tole je 5+, lej. Sedi 5. Dajva mi jo malo ljubim, ajde. To še nisi predstavila pri nas, če se prav spomnim. A si? Ne, nisi. Joj, to pa je bilo, kdaj sem jo že dala ven? Čakaj malo. Lani ali letos? Enkrat med korono. No, enkrat med korono. Skladba je pa že v bistvu tudi starejša. Pred 2 leti sem jo imela v predalu, napisala sta mi jo Martin Štibernik pa Karmen Stavec. Njuna glasba, njuno delo mi je bilo že od nekdaj zelo všeč in sem par let nazaj jo kontaktirala in sem jo vprašala, če bi kaj še zame napisala, pa sta. Prva pesem je bila Del mojega srca, Ljubim, ta je bila pa druga in sem čakala, da bo tisti pravi čas, da izide. Pa mislim, da je bilo to lani. Se ni važno. Ja, skratka, med korona enkrat. Spod smo posneli v Piranu, Igi,
včasih je živel in koreograf, bom rekla, in plesalec. Celjan, bivši, je bil režiser, Igor Jelen Igi, in je res tiste ne najbolj, bom rekla, turistične točke Pirana ali pa bom rekla take skrite kotičke nam tudi pokazal in seveda tudi znamenitosti. In je tak en lep poklon ljubezni v bistvu. To je to. Brez ljubezni nam živeti ni, a ne? Res je. Evo, dajmo mi malo pogledati tole. Ljubim, pa še če ne drugega, gremo malo na morje, ne? Ja, malo uživati. ja. Morski zrak. Vse tvoje misli pri meni so še vedno sem le tvoje dekle. V tvojem svetu sva pomembna mi dva. Ko vse zblediš, sva leti in jaz. Ljubim, da tvoja sem, da nočeš biti sam. Ljubim to, da sebe daješ mi. Ljubim, da z mano si vse tvoje nežnosti. Ljubim tudi še, kako me ljubiš ti. Preživela sva, padla na realna tla in viharjem se premagala. Preživela sva, skupaj večja zajava, ker nikoli ne obupava. Tvoja beseda odkriva namen, ni dvoma, da pomenim ti vse. Življenje se zgodi v tvojih očih, v njih sva vedno ti in jaz. Ljubim, da tvoja sem, da nočeš biti sam. Ljubim to, da sebe daješ mi. Ljubim, da z mano si vse tvoje nežnosti. Ljubim tudi še, kako me ljubiš ti. Ljubim, da še goriš za najine noči. Ljubim, da edini zame si. Ljubim, da še si ti moje neumnosti. Mi na koncu vedno tiho oprostiš. Preživela sva, padla na realna tla in viharjem se premagala. Preživela sva, skupaj večja zajava, ker nikoli ne obupava. In nikoli ne obupava. Morje, ha? Lej, komaj smo sneg dobili, midva pa že vzdihujeva po morju. Daj, Jaz ne vem, kdaj bo konc te krute, dolge zime. Ubija me, revma me trga. Poglej ven, meter snega že. Ampak, a veš, ko sem gledal ta video spot, mi je zanesel kar tako en tak vonj po lavandi. Posilki me je. to je zato, ker imaš tam notri svečo mojo iz kolekcije Sivka, veš, dišečo svečo Zato Sivka. je to. Res, Ja. dejansko sem vohal, nisem vedel, kaj je noter. Božičkin, kako si že rekla,
Rudolfina mi je prinesla en tak paketek, luškan, evo darilce. A praviš, noter je pa sveča, ali kaj? Ja, samo boš mogel fejst odvijati preden. Se voham lavanda, a ne? Ja. Sivka. Ja. Noro. Evo, takole. Kako lepo. Čak, narobe sem obrnil. Natalijin kotiček. Čakaj, ti mi zdaj malo povej, kak kotiček imaš? Natalijin kotiček je spletna trgovina moja, pa blagovna znamka, kjer imamo to kolekcijo sivka. In ena izmed 14 unikatnih artiklov je tudi v bistvu, vsi artikli so sivko zaenkrat, zato je kolekcija sivka. Ko bo kaj drugega, bo pač se drugače imenovalo. To so nekateri, veliko je ročnih izdelkov, vsi so slovenski proizvodi, nekateri so za osebno nego, nekateri so za vdišavi dom, kot ta sveča, naprimer, pa tudi pravi ženski parfum. Natalija number one sem ga poimenovala. Natalija number one. Sivka me vedno spravi v tako, bom rekla, dobro voljo, v optimistično razpoloženje, kar se mi zdi zdaj še posebej rabim. Ne? In zato sem si jo zaželela tudi, bom rekla, v cvetni mešanici pač tega parfuma in celotna kolekcija, da je. Nice. No, zdaj ti, veš, da ti govoriš z mojstrom parfumom, a veš ti to? Jaz sem zbiratelj parfumov. Ja. Super. Boš mi pomalo za povoha dala ta tvoj parfum. Imaš zraven? Ja. No, super, evo, bom pohala. Dobro. Number one, ali kaj? Ti si tako kot Natalija, Chanel. ne. Number five bo pol, ko boš Natalija, 80, bo number five. Ne, upam, da malo prej. Opa, Natalija number one. Super. Ja, ta zgodba v bistvu, ker zaradi korone pač ni bilo koncertov, ni nastopov. In sva z možem razmišljala, kak bi si v bistvu, treba se bilo nekako znajti, kako bi si zapolnil čas, kako bi si človek najdel neko delo. Ne? In enkrat mi je mož domov prinesel izdelke gospod Jana iz Pivke, izdeluje, bom rekla, kremo za roke, kremo za obraz, vse je bilo za sivko in sem jaz to probala in sem bila navdušena. In potem smo se povezani, svečo izdelujejo na Ptuju, v bistvu pri Ptuju, spuhlja pri Ptuju, parfum pa v Trzinu. In evo, taka ena zgodba je potem nastala kolekcija sivka, seveda imamo pa tudi vsi, ki bi si želeli, si lahko spletno trgovino seveda na internetu pogledajo, pa našo ponudbo. Upam, da bo tudi še, imam želje, ideje še za seveda druge kolekcije, ampak lepo počasi. Počasi. Daj mi povej, kaj je to, ima ženski parfum, ali je unisex? Ne, to je ženski parfum. Kaj imaš, top notes? Srčne, bazne, kaj? Res me zanima. Dobro, sivka si verjetno, sivka je noter. Ja, sliva je tudi, grenivka je tudi, tak sveže sladek je. Svež in sladek. Grenivka fino naredi, ja. Ja. Potem je še tudi mošos notri, jasmin je tudi notri, ampak to so potem že one neke srednje ali potem pačuli. Verjetno srednje pačuli bi znala biti pa base, torej spodnja podlaga. Ne znam jih pa vseh na pamet, ker jih je ogromno. Ja, vseh je kar veliko verjetno. Super so. Zanimivo. Evo, zdaj pa z veseljem čakam še kak moški parfum. Ok, hvala za idejo. Ali pa unisex, pa imajo vsi, ja, veš, kakšni niš parfumi, ki so bolj ali manj vsi unisex. Zdaj pa ne bomo mi o parfumi govorili. Čeprav dobro, evo, tukaj je bil dobra debata, se je razvila. Ja, pa se imaš spletno stran, tako da, evo, Natalija, spletna prodajalna je, ja. Ja, evo, seveda, če spletna prodajalna, mora biti tudi nek spletni naslov, ja. Logika je šla, ko je prišel ta sneg, a veš, ja. Me še ljubi še pa naslednja. Ja. Še ena taka romantična. Ta je pa zadnja, v bistvu. Ta je pa bila izdana konec avgusta in v vseh 28 letih, kar sem na odru, je to moj prvi videospot, v katerega so vključeni tudi družinski člani. Notri smo 3 generacije verbotnov, če lahko tako rečem. Moj oče igra v videospotu, pa njegova dolgoletna partnerka Zlatka. Potem jaz se sprehajam v enem lušnem vrtu v Vili Arkaim, tam v bistvu v Istri, pri Puli. Pa moj sin, ta mali Oskar, 6-letni sin, imeli smo najprej v planu, vedno sem nekako družino malo sem jo ščitila, ne skrivala, malo ščitila od, bom rekla, medijskega pompa, ker vem, kaj to vse za sabo prinese, neprepoznavnost. Ko te hvalijo, je vse super, ko pa te več ne hvalijo, pa več ni tako super in to sem hotela pač družini svoje vedno nekako malo prihraniti. Ja. Ampak tu pa je nekako tak splet okoliščin bil, da sem
pesem poslušala, očetu sem poslala, dajmo vedno mu pošljem, ker ati je tudi glasbenik, dolga leta je igral v skupini Dan in noč. Kak se mu zdi? Rekel je, da je super in tistem, ker mi je Rej je avtor skladbe, Rej pa mi je rekel, da bi se starejši par v videospotu spominjal svoje mladosti, otroštva, kak sta se spoznala mlada, ne. In mi je v tistem trenutku prešinilo, pa sem rekla, ati, kaj bi ti, vidva z Zlatkom, bi nastopala v videospotu, pa sta si vzela 5 minut za premislek, pa sta potem z veseljem poklica rekla, da ja. Pa smo še mlajši par iskali, pa najprej smo mislili starejšega sina, pa smo premlado igralko ali pa premajhno dobili zanj, ker Max je že 11 let zdaj star. Pa smo vprašali Oskarja, pa je rekel, niti pod razno. Potem pa, ko so prišli pa režiser pa ekipa, so sami, bom rekla, mladi fantje, vzgojitelji tudi po izobrazbi, ki znajo z otroci, ne. So odigrali partijo ping-ponga in je bilo vse zmenjeno in smo se vsi prepustili, toliko čustev je bilo, da jaz tudi preveč nisem smela zraven gledati kadrov, ko so snemali, ker sem se jokala, očitno to pride z emšotom, potem zraven z leti. Ampak se mi zdi, da je to tak, bom rekla, tudi hvalnica življenju, hvalnica ljubezni, vsem pozitivnim, lepim stvarem, temu, da se moramo zavedati drobnih stvari, vsakdanjih stvari v življenju, ki so nam dane. Se jih moramo zavedati, moramo jih videti, moramo jih znati ceniti, ker lahko da jih jutri več ni. In o tem, v bistvu, me še ljubiš, ja, saj je ljubezenska pesem, govori tudi pač o tem, če me ljubiš tako, kot si me pred, ne vem, 30 leti. Po drugi strani pa še en cel kup enih stvari, ki so nam v zadnjem letu ali pa 2 dale misliti, ne. In smo bili mogoče malce preveč razvajeni, vse nam je bilo, kdaj pozabili na te stvari, ne. Res te drobne vsakdanje, ki nam lepšajo življenje in vse to je tisto, kar nam daje lepoto v življenju, ne. Absolutno, ja. Lepo si to povedala, no. Ja. Hvala lepa. Pa resno, no, zdaj prav pospremili bomo s temi besedami tale videospot, evo. So prinesla svoje, ogledalo pravi mi tako, a meni se ne zdi drugače, meni je še kar lepo, me še ljubiš kot takrat, ko bila sva si na novo. Me še vidiš kot takrat, lepo nežno samo tvojo, jaz v tebi vidim srečo, nekaj, kar je kot zlato, jaz v tebi vidim sonce, tvoji žarki mene božajo. Rada bi ti rekla hvala, da ob meni si vsak dan. Da sva plula skupaj srečno in zgradila sva si barko sam. Me še ljubiš kot takrat, ko bila sva si na novo, me še vidiš kot takrat, lepo nežno samo tvojo, jaz v tebi vidim srečo, nekaj, kar je kot zlato, jaz v tebi vidim sonce, tvoji žarki mene božajo.
Takole. Še ena taka, ki nas malo na pomlad spomni, ne, ki si rekla, da ste kaj v maju snemali. Ja, snemali smo v maju. Po mojem imaš rad morje, ne? Ja, imam, obožujem morje, res. Jaz sem čisto na Sam še nepravem pol leta kraju. pa bomo šli. Ti si ko moj sin, ki decembra sprašuje, kdaj se bomo šli kopat, julija v ta hujši vročini pa kdaj bomo smučali. Aha, ne, po smučanju jaz pustim primer. To naj imajo drugi, ne. Jaz sem kar srečen na morju. Ja, lepo je. Mislim, tudi ta vila Arkaim, to je tako posestvo na 25.000 kvadratih skoraj. Wow. Vrt je urejen po feng shui načelu, to pomeni, da se pretaka res dobra energija. Arkaim pomeni v ruščini mesto, čakaj malo, zdaj sem pa pozabila. Mesto duhov. Moči, mesto moči. Ne, mesto duhov. Mesto moči in je res prav za to življenjsko moč, življenjsko energijo in za nas je bilo nepozabno doživetje. Lepo smo se imeli, družinsko, v bistvu smo združili in izlet, snemanje, delo z oddihom. Družina se je družila, ko smo imeli v bistvu zadnje leto bolj malo časa, sploh takrat, ko so bile prepovedi prehajanja občin, pa to in smo vsi v različnih občinah. Tako da je bila res ena super energija in nas je napolnila z dobro voljo, pa z pozitivo, pa z optimizmom. Ja. Torej ti je prijetno, kot kole pogledaš malo ta video spot, pa si rečeš, kako smo se fajn imeli takrat. Ja, to je en tak večen spomin, ker se mi zdi, da pesem nas je sama poklicala in to bo ostalo tudi takrat, ko nas več ne bo, ne? To je pa res, ja. Razen, če se ne bo YouTube sesul, pa ne bo noben pa mogel več videti, veš. Ja, bo pa na VTV-ju gledal, ne? A to pa lahko, ponovitve, vedno. Čeprav ne, imamo mi tudi na YouTube gar. Ne, moramo ga čuvati. Ne, glede koncertov se brez veze sprašujem, bolj slabo je, ne, vse skupaj. Zdaj bi morali biti v bistvu nekako najbolj plodno za glasbenike, tale decembrski čas, veselja. Ja, včasih je bilo že novembra, v bistvu se je začel veseli december, smo imeli cel november, cel december. Ja, nič. Bomo počakali drug let, ne, pa bo. Ja, najprej se situacija umiri, se v bistvu je zdravje in to, da se tudi ljudje malo stabiliziramo, pa se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi malo solidarnost, eno spoštovanje drug do drugega spet nazaj prišlo, da bi se začeli tega zavedati, pa malo bolj kot ekipa, kot družba delovati, ne? Ne to, vsak gleda na sebe, pa na svoj ritem. Ja, dobro si opazila, ja. Dobro si opazila. Kaj pa recimo, križem rok, ne sediš, nikakor ne. Dobro, poleg te tvoje kolekcije dišav, sveč, parfuma in tako dalje, še delate tudi pesmi v tem času? Ali? V bistvu... Dobro, ta je avgusta bila, ok, ampak po avgustu. V bistvu nisem zdaj nič delala, ker se mi ne zdi se mi niti primeren čas, niti en tak navdih. In tudi v bistvu nekaj smo mogli tudi zamikati zaradi predstavitev, ker včasih tudi predstavitve niso bile možne. Tako da v bistvu se zdaj bolj prepuščam življenju, da ko bom začutila, da bo spet pravi čas z ekipo, v bistvu že imamo ideje, pesmi so že pripravljene, ampak res mora biti pravi čas, pa prave stvari za prave zadeve. Nič v življenju sem videla, da nič, kar na silo delaš, ni ok. Ja, to je res, ja. Ok. Tako da lahko me vprašaš, kaj kuham? Palačinke sem včeraj zvečer delala za Oskarja, za mlajšega sina. Palačinke. Slinim se, sem se ne vidi. Z nutelo pa z banano? Brez banane, ker nima rad banane, pa on nima to rad, jaz imam pa zelo rada. Jaz pa rada torto z nutelo pa z banano naredim. Ja. Poezija. No, naslednjič. Če me še kdaj povabiš. Absolutno, Ti bo sošolka iz srednje šole prinesla nutelino torto z banano, evo. Velja. In pa spekel palačinke z banano, pa z nutelo. Pa imeli pojedino. Zdaj pa prosim, upam, da je to posneto, pa da... Ali krsline se mi cedijo. Jaz moram verjeti, kaj je z mano. Zdaj bomo še pa eno lepo v srce. To pa kar poznamo, sem jo kar dostakrat slišal tudi na radiju. To pa je nekaj čisto drugačnega, čisto modernega. V bistvu ta spot mi je bil pa, ja, tak, Natalija v eni malo bolj moderni, mogoče verziji, ampak še vedno tak dosti plesna, dosti poslušljiva, ne. Zelo zanimivo mi je bilo, ker smo v bistvu vso ozadje, to je bilo kar dosti teh, bom rekla, efektov in od ognja, ki bruha,
Ampak v bistvu je to od LED screena, to je moj prvi video spot bil v bistvu na LED screenu posnet tudi, torej LED screen v ozadju, ampak je tudi super, ker sva z možem mava podjetje Boomerang, ki se ukvarja s tehnično izvedbo prireditev, tako da je vsa oprema v bistvu, ki se vidi notri, je naša, ne? Ki jo pač tržimo, dajemo v najem za prireditve od najmanjših do največjih. Tako da je v bistvu mi je ena čisto drugačna izkušnja bila kot pa vseh, bom rekla 25, 26, 27 let prej, ker ta pesem je pa že kar stara, 3 leta, najmanj, če ne več. Superca, evo, to je to. Bravo. Zdaj pa lahko grem, ne? Zdaj pa, hvala, ajde, bok. Srečno pot. Ne, saj res. To je to, v srce bomo zdaj zavrteli, v tem času se še pes poslovimo, tebi in te rečem hvala, ker si prišla. In ko bo kaj novega, upam, da se spet vidimo. Hvala za tole darilce, tako lepo diši, res prav. Res je. Cel studio tako lepo po lavandi diši. Ja, malo je vanilije, pa zelo nežen von sivke, tako da res pa hitro zadiši cela soba, ko se prižge, ampak je moraš prižgati. Tebi očitno diši že brez dvojgna, kako se to reče. Ja, kaj je šele, ko bom žgal. Lepo te bilo videti po dolgem času, kdaj bo obletnica, kdaj gremo. Mislim, kaj je že, mature. Joj, ne vem, čakaj, kdaj pa, mi smo jo imeli par let nazaj. A ste imeli, mi smo se čisto razpustili. Če bom zdaj stara... Banda družboslovska, to ste vi zorganizirani bolj. 18, ali koliko je takrat se, ne? To pomeni, čez 3 leta bomo imeli... Kar pusma. 30. Obletnico? Ja, bo že, ja. Ja. No, evo. Zdaj se pa spravilo depresijo, ne? Ne. Neč grem ja se basati s tisto torto, s palačinkami, vi si pa pogledajte spot v srce. Natalija, še enkrat hvala za obisk, pa srečno domov, ker tale sneg se veš. Ja, previdno. Previdno. Ajde, gremo mi, si videl spotov. Srečno. Čau, čau. Poslovi, tam sva jaz in ti. Nad nama nešteto luči, ki se potiho medeno topijo, kot bi v nama bilo na milijone ljudi, ki enako čutijo. Prav lepo mi je, ko znova mi že pričeš moje ime. Vem, da me ti vidiš le v srce. Prav lepo mi je, ko te pogledam, vidim vse. Vem, da mi bereš z oči edino ti. Naj vedno
utripam in gori premikam, vse je mavrično. Čutim, vse najlepše slutim, s tabo je lepo. Prav lepo mi je, ko znova mi še pičeš moje ime. Vem, da me ti vidiš le v srce. Prav lepo, ko te pogledam, vidim vse. Vem, da mi bere z oči edino ti. Naj vedno tako bo lepo, medeno toplo. Naj vedno tako bo lepo. Takole, to je bila Natalija Verboten, z mano pa Tine Živjo in Zdravo, Alo servus. Stari. Je danes malo bolj mariborsko obarvana zadeva, ne? Natalija se je preselila v one konce, ti si iz Svete Trojice, če se ne motim. Ja, po novem, ja. Po novem, koliko dolgo si tam zdaj? Pa ne dolgo, Trojčan, pa niti še ni eno leto, no. Aha, okej. Lepi kraj. Sveto Trojčan? Ali sem Trojčan? Trojanec. Veš, da ne vem, kako se... Ne, to moraš ful paziti, ne. Ne vem točno, kako se reče, ampak glavno je, da so ful lepi kraj. To pa so, to je pa res lepo. A veš, koliko se pa reče ženski z Barbadosa? Recimo Posvetli tako me. kot Slovenka, Slovenci. A ne, pa mislim, če... A ja, če vem, ne vem. Kaj bi rekel? Joj, ne vem, Težko, ne? težko, ja. Ja, zadnjič smo se sprašvali to za Rijano. Vam povem pol na konc, ker je zanimivo. Alo Stari, bum ste naredili, evo, 3 leta ste skupaj, a je 3 leta sploh? Ali kaj več? Niti še ni 3 leta, no. Evo. Naslednje leto aprila bomo nekje 3 leta skupaj, ja. In ste en izmed definitivno predstavnikov tega novega, bom rekel, vala slovenskih rock skupin, bodi si hard rock, bodi si bolj punk rock v vašem primeru, ampak se mi zdi, da vi, pa kaki Joker Out, pa mogoče biš lahko koga naštel, ste en nov val, ki prinaša neko svežino na koncertne odre. Ja, super, da si Kaj nas praviš? dal v tako dobro družbo. Ja, absolutno. Se ne sam jaz, realno ste imeli ogromno koncertov. Pa še imeli bi jih, če bi bilo vse normalno, ne? Ja, ampak žal vse veš. Ja, Kakšna je situacija, se mislim, da je tvoja gostja prej povedala. ja. Popolnoma isto, kot ti lahko povem jaz. Ne. Kdaj ste imeli zadnji špil? Zadnji špil je bil na Vrhniki. V bistvu smo imeli 3 koncerte tisti vikend za Halloween. To so bili zadnji 3 koncerti v Rakičanu, na Vrhniki, pa kje je bil še tretji? Ja, veš, da mi V je šlo Celju je zdaj bil z že glavo. prej, ne? Tisti je bil avgusta. Celju je ko bil ste že. bili, ja. Ja, v Celju je bil že prej. V Ljubljani, ja, seveda, v Ljubljani. Super vikend, ampak nažalost eden zadnjih letos, ne. Dobro, vse pa bo naslednji let. Je pa iz tega mora biti. prišlo tudi nekaj produktivnega, no, ker pišemo ravno en nov komad, ki ravno govori o tem, no, da pač pride dobro. tako leto, Ja, ki pač poruši vse načrte, ne, ampak vedno prije potem še. Podržijo pod novo. sije sonce. Tako, Ja. Po tem snegu bo še več snega. Ampak, zdaj se pa zgodi kdaj, ne, da ljudje rečem, koga imaš danes, gostiš, ne, konkretni primer, sem rekel, alo Stari. Pojma nijem, kdo so to, ne vem. Kaj pa ono, si slišal za Sonček reklamo? Ne vem, ja, tu so ti, to so pa fulcari, pa fulčgejo. A se zgodi, ne, da tako vejo komade, poznajo, ne vejo pa recimo vašega imena ali pa... Pa ja, pa to se pri marsikom zgodi, no, sploh recimo tudi, če sam pogledam, kaki bendi poznaš komad, pa kdo je to, pa je mogoče prvič slišiš, ne, za kako tako zadevo, ampak ja, tako spoznaš, tako vidiš, ne. Ja, Potem pa začneš povezovati, ne. Potem pa upam, da priješ na koncert, ne, pa smo
Po Še mojem bolj ste bili srečni, v tem letu vi največkrat vrten slovenski bend na radijskih postajah, ker na vsaki radijski postaji se vrtel ta oglas. Ja, letos da. smo se res dosti vrteli. No. Ja. The best. Ampak zdaj ne bomo še tega zavrteli. Zdaj bomo enega, ki se prav, kaj naj zdaj naredim? Sej jaz ne znam prav izgovoriti. Kaj naj zdaj naredim, ja, če je čisto mariborsko. Naredim, ja. Naredim, okej. Ampak ja, kaj naj zdaj naredim, ja. Dobro, bomo mi mariborščino se še učili malo kasneje, zdaj si bomo komad zarolali. Evo ga, to je to, tak en radio-friendly punk rock, udarno, tako da na vašem koncertu ne moreš biti na miru. Ne moreš. Mislim, če Res si na ne. miru, Si se bom zadet. jaz potrudil lastnoročno, da boš začel migati. Ja, to je pa dobesedno, ja, ti pa daš eno Ja. energijo gor, skačeš kanarc tam, Ja, tiste uro pa pol, ali koliko je. Ne vem, jaz sem jih gledal v Celju, pa moram reči, da sem bil kar impresioniran. No. ja, Posod te je bilo poln.
veš kak je, ne, ful ljudje pravijo, da sem jaz čist drugi človek, ko sem na odru, pa ko sem sicer v privatnem življenju, ne. Ja. Po moje na odru pride vse tisto, kar se nabira od zadaj, ne, ven, ne. Na tak en pozitiven način, ne. Ja. Je fajn dati malo In to tisto je- energijo ven sebe, pa Ja, tisto, ne vem, in frustracije, je- jeze, po drugi strani pa tudi neko veselje, pa... Tako, in je Ja. ful, mislim, res je nor občutek, sploh pa, če ti publika še potem toliko vrača nazaj, ne, pa je res noro, no. Ja. Ko smo že pri... Dobro, nismo glih pri darilih, ampak nekako se mogo vklopiti noter. Ja. Ko smo že pri publiki, gremo na darila. Evo, jaz sem dobil eno ful dobro vrečko, ful mi je všeč. Jaz nikoli še nisem vedel, da je imel band tako lepo eko, ne, ker je to blago, bombaž, kako se reče temu. Alo stari. Ampak to ni vse. Danes sem dobil ful za božička. Natalija me je dala svečo, veš, kako fajn diši. A vohaš, ful lepo diši. Evo, tukaj je CD. Pa kaj te stavo je? A sem saj približen prav. Pa si zelo blizu, ja, napreduješ. Hvala. Evo ga. Če bi radi slišali ful dobro muziko, da vas malo... To je fino, če voziš avto. Če še imaš CD player. Če še imaš CD player, ja, jaz ga nimam. Jaz sem mogel zdaj to na računalnik, pa iz računalnika na USB ključek. Ampak to pa v vsakem primeru, tudi če nimaš računalnika, le to, the best. Tole, ko bo naslednji koncert, prijem jaz to majico od tega. Alo, stari. Za tole bi pa ubijali, sam ne bom dal nobeno. Ne bo nagradne igre danes. To je za mene, božiček je prinesel. To sem jaz dal lepo jutr gor po okol hodu. Ful dober. Všeč mi je. Aha, še komadi so gor napisani, a kaj vsi? Ne, v bistvu je besedilo, komada. Besedilo je? Aha, Ja. okej. Evo, top. Top, ful hvala. Ful hvala, lepo. Malenkost. Tako da, to se da tudi dobiti verjetno na naši spletni strani, merch, torej roba CD-ka, vseh bolje opremljenih CD, trgovinah, vseh 6 v Sloveniji, na bencinskih servisih. Ja, v bistvu se je kar vse, no, nekako na splet Preselil, ne? predstavlja, ja, se veš. Takole, da se postavi, da se vidi. Zdaj gremo pa midva, tisti, ki vas je nekako kar izstrelila med to elito, bi rekel, med tiste, ki ste res imeli ogromno koncertov, ki so bili odlično obiskani, pa se mi zdi, da ljudje poznajo totalno ta komad, ne vem kam. Res je. Je, ne? Je. Vse to je res, vidiš. To je lepo, da se kdo strinja z mano. Reklama je bila in od takrat drugo je sam zgodovina še. Kako je pa prišel pa do tega? Ste vi zbrali njih, a so oni zbrali vas? Ker se mi zdi, da tako dobro paše v tisto reklamo noter. Pa se je komad že zgodil prej, veš, komad se je zgodil že prej, ne, se je zgodil tisti boom, mi smo čist brez pričakovanj. Ta novi projekt smo štartali pač čist dajmo igrati, pač fajn je, gremo se vrniti nazaj v to, kar smo počeli leta nazaj, ne. Damo en komad, nekaj malega damo v to, pa probamo. Pa se je enostavno kar zgodilo samo. Mogoče je folk začutil to, da je pristno, ne? Da smo mi res, pač to smo mi, ne? Taki smo, ne? Taki, ko nas vidiš tam, taki smo tudi v realnem življenju. In to je očitno naredilo svoje. Kar se pa tiče potem sodelovanja z Sončkom, pa je bilo res čisti slučaj. Pa smo ravno v tem času tudi muzičari, to je bilo, mislim, da v prvi ali v drugem valu korone. Tudi turistična panoga je bila face Boga, ne, tako kot tudi mi. Pa smo rekli, ok, ajde, pa dajmo nekaj narediti skupaj, no. Evo, in ste sodelovali in odlično. Zelo zadeva, ki se zelo zapomne in tudi, ko se ta komad začne, lej, vsi poznajo besedila. Ja. Mislim, ko sem videl na koncertu, vsi začeli peti. Ampak dobro, vse poznamo, recimo Vse bi dal. Tega danes žal ne bomo slišali. Totalno dober komad in res socialno noto ima. Prav predstavljam si tebe, kako hodiš po Mariboru, pa se dereš tam. Vse bi dal za to moje mesto, da noben ne bo šel na cesto. Kako je že nekaj v tem smislu? Po moje bi bil kar nekaj posebnež, da bi se to tam... Ja, veš, bi te evre začeli metati. Ja. Vidiš. Pa še tukaj imaš fajn tole eko vrečkico vašo, pa lahko nabiraš pa levočke za naslednjo plato. Evo, vidiš. Ja, pol imamo Maček Muri, ena priredba, super skladbice. Maček Muri je večen. Maček Muri je večen, res je.
Maček Murje je res ena taka super. Jaz temu pravim, da so to slovenske Lego kocke, ne? En tak produkt, ko je Ja, definitivno. noro, je bil 30 let nazaj top, pa je še danes top. Mislim, ne predstavljam si svojega otroštva, pa ne predstavljam si otroštva koga drugega brez Mačka Murja. Mačka Murja, ne? Super. The best. Ne, a vem kaj, to je pa zdaj tista, ki jo verjetno vsi poznate. Pa mogoče še ne veste, katera je, pa boste slišali, pa bo tako vedeli, v šubu. Dajmo pogledati, pa malo vem, komentirati spot. Vsaki kurča dan je isti, vse smrti že od zavisti. Jebemo drug drugega, ti frenda poter malega. Nekaj nam ne štima v glavi, ki so dnevi obsijani. Kam je spizla ironija, pod licokami zavija. Vsi smo kopije v programu, lepi smo na Instagramu. Skrijamo se za ekrani, se gledamo po strani. Celi svet se nam odpira, motivacija podira. Kaj je smisel vsega skupaj, pa kaj je sploh pojem? Rad bi spizdal nekam stran, pa ne vem kam, pa ne vem kam, pa ne vem kam. Rad bi šel drugam, pa ne vem kam. Najrajši bi ker tu ostal, pa se sprepukam, vse na glavo dal. Pa kaj ti bojo novi lajki, namišljene frustracije. Ko veliki briljantni valček si deble v bolnice. Kaj te nič ni izučilo, bo izjema nepravilo. Bo i tisti, ki spreminja, stopi v pa reči ne. Pa kaj te stave, pa kaj te stave, pa kaj te stave, pa kaj te z mano je. Rad bi spizdal nekam stran, pa ne vem kam, pa ne vem kam, pa ne vem kam. Rad bi šel drugam, pa ne vem kam. Al naj tu ostanem, al naj rime kranem. Rad bi spizdal nekam stran, pa ne vem kam, pa ne vem kam, pa ne vem kam. Rad bi šel drugam, pa ne vem kam. Najrajši bi ker tu ostal, pa se sprefukal, vse na glavo dal. Rad bi se naredil prav, rad bi se spoznal, rad bi celi svet prepotoval. Da mi pol ne vžal, da mi pol ne vžal, da ti pol ne vžal, da nam pol ne vžal. Rad bi spizdal nekam stran, pa ne vem kam, pa ne vem kam, pa ne vem kam. Rad bi šel drugam, pa ne vem kam, pa ne vem kam. Rad bi spizdal stran, rad bi šel drugam. Rad bi spizdal nekam stran, pa ne vem kam, pa ne vem kam, pa ne vem kam, pa ne vem kam, pa ne vem kam. Predvidevam, da ste se zabavali ob snemanju tega spota, a? Uf, Na polno. na polno. The best. Plata se še dobi, to absolutno, lejte, tukaj le na Se še Še dobi, komaj, ali kaj? se še dobi, nekaj CD-jev še je. Aha. Je še možnih nekaj prednaročil za drugo serijo vinilk, ki bojo zdaj kmalu. Opa, Tisto prvo je šlo vse ja, verjamem, ja. takoj. Pol pa bomo videli, ne? Gre Pa že proti počasi koncu, no. Tudi druga, ne? Ja, še bo malo trajalo, verjetno še bo ta nekaj časa, pol bo pa druga. Aha, še mislite, kak single pa dati? Ja, veš kaj mine, mislim, mi malo drugače smo se lotili, nismo hoteli dati albuma pa potem komadov ven, ne, ampak bomo verjetno nekje januarja, februarja štartamo z novim singlom. Aha, ok, dobro. Ravno malo berem tukaj,
Pa reš, kaj se bom polomil. Ti nimaš niti sebe rad. Ja, ti nimaš niti sebe nimaš rad. niti sebe rad. Kaj naj zdaj naredim, to smo že rekla. Naredim, ne? Evo. Jaz bom dober, to je. Mozol, evo, to pa znam. Mozol, the Evo, best. evo. Pri Mozolu je ful smešno, ker vsi so mislili, da je to ful nek fajterski komad, ne. Ja. Ker se v enem delu komada začnemo delati, ki te je več, ne. Pa vsi, kaj je za to, ne. V bistvu pa gre za Mozol, ne. Pač čista fora, ne. In pol, ko je prišla plata ven, mi nismo nikoli povedali, o čem je komad. Aha. Pol je prišla plata ven, pa si, kaj? In pol je bilo še toliko boljše, ne, zato da je, to je komad o Mozolju. Ja. Vsi imamo ta problem, da je. Ja, večen problem. Večen problem je, ja. Ampak se starejši si, ne, se iz obraza predstavljajo malo nižje, ne, Ne vem, no, ne vem, stari. Poglej ti, Petreš, če imaš kako spolno prenosljivo bolezen, ne? Shit. Ki imaš ti mozole. Malo hecamo. Zdaj, če gleda Tinetova partnerka, pa ne vem, jaz bi ga poslal na testiranje. Sam si se izdal, sorry. Sam si se pa zaljubil. Evo, lej, če... A je to balada? Kak? A je to balada, kaj je zaljubo? Čisto Imate kontra kako balado balad je. sploh? Ni, ne? Ne, nimamo. Te še nisem Ravno slišal. ta zaljubo je, ravno čist kontra smo hoteli narediti, da ni balada, ne. Okay. Ampak da je res, ta komad je po mojem najhitrejši komad na plati. Ker je tisti, veš, tista čustva, ko se na sveže zaljubiš, ti res ono na polno trgajo ven in to je In to je to. nekako to. Pa, ko prije do ločitve, bo pa druga plata, bo pa od ljubo. Pol pa bojo mogoče balade. Sej, ne, Ja. upam, da ne pride do takih zadev. Ne. Ja, po teh tvojih mozolih tam spod, ne vem. Rockeri. Hvala lepo. Rockeri. Ne vem, kaj se vam dogaja v backstageu. Pa je zdaj tako ful, recimo, bebe, čisto nore na vas. Ne, veš kaj, mi smo tak vsi bolj že v nekih družinskih življenjih, pa se niti... definitivno pa hodijo ljudje po podpise, pa absolutno. Ja, to je lepo. Rade volje, seveda se podpišemo. Pa kak selfie stisnete po to, ne? Absolutno, ne. Sploh ni problema, ne. Je pa res, da je kar mučno, ko po koncu koncerta, ne, ko me čakaš, da se greš obrisati tisti švici sebe, da se preoblečeš, ne. Ja. Normalno, tudi jaz, ne, kot poslušalec, bi vletel v tistem trenutku, ne, Ja. ampak si ti tam cel, veš, Ja. švicano, folk bi se pa fotka, ne, Ja. tebi je totalno neprijetno, ne, ampak Seveda, to je del tega vsega, Ja. normalno. No super, evo, pridni. Ostanite pridni še naprej. Bomo. Pozdrav še ostale člane benda, pa Seveda. ko bo boljši časi, se mogoče vidimo malo večjem številu tukaj. Pa. Rade volje. Evo, za konec še valove zavrtimo. Daj mi še mogoče na kratko, evo, o teh valovih. Valovi so pa priredba, to je ena izmed dveh priredb na plati, to pa je od enega tujega izvajalca, Nathan Greya. In je komad v bistvu tako zelo akustičen v osnovi. Ne. Pa ker je imel ful dober vibes, sem si rekel, tega moram prevesti, pa ga probati spraviti v slovenščino, pa je ful dobro uspelo. Tudi smo dobili njegov žegn, Ja, da je komad je top in to je v bistvu vse. Ste mu poslali narejen komad potem? Ja, potrditev? absolutno. Ne. Sej, veš, moreš, sej načeloma, Seveda, ja. valjda, ne, Ne bi bilo da bi fajn, dobiš, ja, da se izve kje. ker je tudi šlo za v bistvu neposredno translacijo, ne. Nekatere stvari moraš spremeniti, da zvenijo tako, kot zvenijo, ne, ampak ne sme izgubiti pomena, ne, in je valjda tudi šlo za to, da je besedilo in sporočilo ostalo isto, ne. Zanimivo. Evo. Dajmo mi tole valovi zavrteti. Žal se bom pa moral zdaj posloviti. Drug teden se spet vidimo, v sredo po 9. uri, tudi super goste bomo imeli vse do konc leta in še naprej. Tine, najlepša hvala za obisk, pa Hvala še tebi. veliko uspeha, pa ko bo kaj novega, upam, da se kmalu spet vidimo. Pa seveda, čim prej na koncertu, ne? Normalno. V redu. Evo, lepo se imejte, uživajte in kmalu spet na snidenje. Čau, čau.
Alo, mali cajt je, da se zbudiš. Sam v krdilu volkov pa nič ne narediš. Lahko spisni stran ali pa se nekaj naučiš. Stopi zraven, se boriš. Ni poti nazaj. Dvigni pest, naj te ne zlomijo. Ko se valovi lovijo, lahko zgineš miru. Pa utiša se, ki dvomijo. Ko se valovi lovijo.